8. marca 1966 se je Ljubljana za nekaj dni spremenila v pravo slovensko podeželje, središče mesta je zaživelo v duhu kmečke ohceti, ki je privabila kar 60.000 ljudi. Dogodek, kakršnega Ljubljana predtem še ni doživela, je za nekaj dni oživil starodavne slovenske običaje, ljudske noše, glasbo in pristno veselje. Vse skupaj pa ni bila zgolj folklorna prireditev, bila je prava poroka po starih šegah in navadah. Osrednji dogodek je bila poroka dveh parov, slovenskega in švedskega, ki sta si svojo zvestobo obljubila kar v mestni hiši, ljubljanskem magistratu, kjer je potekal uradni poročni obred. Slovenski par je bil izbran na prav poseben način. Med 32 prijavljenimi pari so ga z glasovanjem izbrali kar bralci časopisa Dnevnik. Šlo je za navadna fanta in dekle, ki pa sta imela to srečo in čast, da sta postala del zgodovine. Posebno mednarodno noto je dogodku dodala še poroka švedskega para Berit in Everta Jakobsona, ki sta se Ljubljani poročila prav tako po starih slovenskih običajih. Bila sta gostujoča zvezdnika iz hokejske velesile Švedske, saj je v tistem času v Tivoliju potekalo svetovno prvenstvo v hokeju. To je kmečki ohceti dalo poseben pečat, med mešanico slovenske tradicije in svetovnega športa se je rodila edinstvena atmosfera. Celoten dogodek je organiziral časopis Dnevnik, ki je zbral in povezal številna ugledna ljubljanska gostinska in turistična podjetja: Hotel Lev, Hotel Slon, gostinsko podjetje Ljubljana, Šestico, Kompas, Slovenija Vino. Vsi so sodelovali z željo, da mestu vdahnejo novo energijo, da pritegnejo tako domače kot tuje obiskovalce in pokažejo, kako bogata in slikovita je lahko slovenska kultura. Vse stroške poroke in slavja so pokrili organizatorji, bil je to velik poklon ljudem in tradiciji. Povorka, ki je sledila poročnemu obredu, je bila pravi spektakel. Od mestne hiše se je vila pisana procesija, kakršne Ljubljana še ni videla. 3 godbe so igrale vesele viže, 60 svatov v narodnih nošah je s ponosom korakalo v sprevodu. Sledilo jim je 9 bogato okrašenih voz in kolesljev, ki so ponazarjali prizore s podeželja in življenja na slovenski vasi. Procesija se je vila po mestnih ulicah vse do gospodarskega razstavišča, kjer se je odvijala prava ljudska veselica z večerjo, plesom in zabavo, ki se je udeležilo kar 1500 svatov. Mesto je za tisti dan pozabilo na vsak dan, ulice so bile polne smeha, glasbe, petja in plesa. Kmečka ohcet v Ljubljani je bila mnogo več kot zgolj prireditev, bila je izjemen dogodek, ki je povezal tradicijo, kulturo, turizem in šport. Dogodek, ki je pokazal, da ima Ljubljana srce in dušo in da zna to tudi ponosno pokazati svetu. In čeprav je od tega minilo že skoraj 60 leti, spomin na tisto nepozabno ohcet še vedno živi med ljudmi, v arhivih in v srcih tistih, ki so bili takrat tam.